Dan, fibromialgija in gibanje. Za fibromialgijo ne vejo, kakšen je mehanizem bolezni, a ne. Uradna teorija vemo, kaj trdi, a ne, in v okviru tega pravijo, da podpirajo stopnjevano gibanje. Moje osebno mnenje je, ga tudi večkrat povem, da se mi ne zdi, da bi stopnjevano gibanje fibromialgikom pomagalo. Te stvari, to ne pomeni, da ne bi nič migali, a ne. Zdaj, jaz mislim, da se včasih te moje stvari majčkeno narobe razume. Jaz nikdar ne govorim o tem, da ne bi smeli gibati, sploh ne. Mi se zdi gibanje zelo pomembno, a ne. Govorimo o stopnjevanem gibanju. Gibanje v okviru tega, kar neko telo zmore, se mi zdi pa zelo, zelo pomembno, a ne. Če zjutraj zmoreš narediti, ne vem, par vaj ali pa vstati, se pretegniti, nadihati, karkoli narediti zase pa za svoje telo, je to super. Če zmoreš, ne vem, skuhati kosilo, če zmoreš iti po stopnicah, če zmoreš, to pomeni po stopnicah, po pošto, a ne. Če zmoreš, ne vem, iti na vrt za 10 minut, pa tudi če samo pobrati neke stvari, če zmoreš iti na sprehod za 5 minut, karkoli je v redu. Ampak mislim pa, da pozabljamo eno osnovno stvar, a ne, da mi moramo poslušati sebe. In pri fibromialgikih je to zelo odvisno, v kateri fazi bolezni so. Če so v zgodnji fazi bolezni, a ne, lahko pač migajo več, če so v kasnejši manj. Ampak problem je v tem, da mi imamo vsi take karakterje, da smo zelo hiperaktivni. Zelo hitro se nam tudi, tako jaz rečem po domače, guilt trip, občutek krivde, a ne, nabije. In potem mi delamo preko svojih meja. V tem je problem fibromialgije, ker mi delamo več, kot je naše telo sposobno. Mi gremo na stopnjevano aktivnost, to se mi pa zdi, da je popolnoma, da ni v redu, no, ni, za moje pojme, ne obrodi nekih sadov, ampak nas potisne ravno tja, kjer sonce nasije, a ne. V tem pa je problem. Če vaša fibromialgija recimo temelji na EDS-u pa na raznih atipičnih alergijah, intolerancah, na mast cell activation ali pa na histaminski intoleranci, pa imate vi nek flare-up, ne, se pravi, se vam je ta bolezen zagnala, pa se bo vaše telo skozi borilo. V taki fazi ni v redu, da sploh kaj delate, če mene vprašate. To je moje osebno mnenje, a ne, to ni mnenje zdravnika, jaz nisem zdravnik, ampak je mnenje pridobljeno na podlagi opazovanja širših množic, branja, 10-letnega vsakodnevnega branja, večurnega vsakodnevnega spremljanja bolnikov s temi boleznimi, a ne. Nikomur, niti zdravnik v času, ko ima neko akutno stanje, ne bo svetoval, da naj se pretera, a ne. Nam pa rečejo, da je zadeva, a ne, mislim, v času, evo, to je fibromialgija, a ne. V času, nisem se spomnila besede kronične, a ne, ko imamo mi neko kronično bolezen, je vse kronično. Ni res, mi imamo ups and downs, gremo gor pa dol, a ne. Neke stvari, enkrat smo v hujši fazi in v lažji fazi, kadar nimamo vnetja, bom rekla, zaradi teh mast cell activation ali pa česa drugega, a ne. Ko smo v boljši fazi, lažje nekaj delamo, ko smo v slabši, ne moremo nič. Takrat, ko smo v slabi fazi nekaj delati, vam ne bo prineslo napredka, a ne. Tudi če vaša bolezen izvira, ne vem, iz ankilozirajočega spondilitisa, iz spondiloartritisa in podobnih zadev, a ne, takrat, ko imate vi zagon bolezni, jaz zelo dvomim, da bo kakšen zdravnik rekel, da takrat, ko ste v zagonu, vi migate, a ne. Ponavadi, kakor jaz poznam fibromialgike, a ne, oni lahko do neke določene meje delajo, kadar delajo tako v miru. Jaz, odkar mi pustijo, da počivam, a ne, sem se zelo strenirala, ne. To je za nas zelo težko, ker smo zelo hiperaktivci. Ampak ti zjutraj vstaneš, nekaj mičkenega narediš in počivaš. Spet nekaj malega narediš, pa počivaš. Pa spet nekaj malega narediš, pa počivaš. S tem v bistvu veliko migaš čez dan. Ampak ne migaš, bom rekla, na način,
da se preteraš, da gre telo čez, a ne? Če vi zmorete en sprehod, zakaj pa ne? Ampak ne preganjajte se takrat, ko vi čutite, da niste v redu. V tem je narobe, ne? To tudi na Soči so vas to isto učili, ne? Problem je, da se mi ne poslušamo. Poslušajte se, res, poslušajte se. Gibite samo toliko in tisto, kar vi zmorete. Če ste vi v boljši fazi, pa zmorete več, zakaj pa ne? Sam, ko pa vi začutite, jaz ne morem, pa vam reče okolica, si včeraj lahko, zakaj pa danes ne, a ne? Ne poslušajte jih, takrat sploh uležite se, ne? V tem je problem, da mi se takrat ne uležemo. Lepo bodite, smo na vezi in se še slišimo.